Profesor dr. Vlado Miheljak je del ekipe, ki je pred 4 desetletji začela z razvojem sociološko usmerjene socialne psihologije v Sloveniji. Njegova inovacija je razvoj politične psihologije, ki je dal pomemben pečat tako v Sloveniji kot onkraj njenih meja. Svojim znanstveno-raziskovalnim in pedagoškim delom na Fakulteti za družbene vede ter svojimi teoretsko utemeljenimi in pretanjenimi političnimi eseji razvija družbeno-kritično naravnano politično psihologijo. Prav svojim prevajanjem znanstvenih dognanj v dialog z javnostjo preko svoje publicistične dejavnosti je pomembno prispeval k dvigu politične kulture in politične samorefleksije v Sloveniji. Vlado Miheljak se je po diplomi januarja 1981 za 2 leti zaposlil v psihiatrični bolnišnici v Ormožu, nato pa se je vrnil v Ljubljano, najprej kot psiholog za kadrovsko in industrijsko področje v tovarni Litostroj. Zaposlitev je prekinil, ko je pridobil štipendijo nemške fundacije DAAD za podiplomski študij psihologije na Freie Universität v takratnem Zahodnem Berlinu. Po vrnitvi v Slovenijo se je jeseni 1986 kot asistent za socialno in politično psihologijo zaposlil na sedanji Fakulteti za družbene vede, leta 2009 pa še na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete. Vlado Miheljak je soustanovitelj Centra za raziskovanje mladine, kjer je skupaj s profesorico Mirjano Ule in drugimi raziskovalkami in raziskovalci izvedel več odmevnih raziskav in mednarodnih primerjav vrednotnih orientacij slovenske mladine. Kasneje se je kot član programske skupine vključil v temeljne raziskovalne projekte Centra za raziskovanje javnega mnenja. Miheljakovi sodobniki v presežniki govorijo o odličnosti in dokumentarni vrednosti njegove publicistike, ki o nas, kot pravi Jaša Zlobec, govori racionalno, čeprav vseskozi svojevrstnim, zajedljivim in prav nič dobrodušnim humorjem. Miheljakove kolumne, pravi Rastko Močnik, prikazujejo, kako je mogoče vztrajno od dogodka do dogodka, dosledno od vprašanja do vprašanja, disciplinirano iz tedna v teden reševati antinomijo intelektualne produkcije, nujno občutljivost pisavca prevajati v zadostno teoretsko moč pisanja. Miheljakovi publicistiki vedno daje posebno težo strokovna kompetentnost, ki je še posebno dragocena v času, kot je zapisal Božo Repe, ko so bili nasproti znanstvenim nazivom in uveljavljenosti izumljeni ideološko ustrezni analitiki, ki se spoznajo na vse in na vsakogar. Otto Lutar izpostavlja prav Vlada Miheljaka kot izjemen primer kritičnega in angažiranega intelektualca, ki s presežno refleksijo razdela iz tedna v teden prave mini-analize družbenih razmer. Pomembna kvaliteta Miheljakovega ukvarjanja s politično psihologijo je torej, da ni namenjeno le ekskluzivnemu krogu znanstvene javnosti, ampak je kritično analizo političnih dogodkov uspešno približal laični javnosti. Zaradi vsega naštetega mu Slovensko sociološko društvo podeljuje priznanje za uveljavljanje družboslovne misli v javnosti.